Ljubitelice in ljubitelji nogometa, prav lepo pozdravljeni. Peti krog prve lige Telemach v tem petkovem večeru. Začenjamo v Celju, natančneje na stadionu z Dežele, kjer se bosta čez nekaj minut udarila Celje in Bravo. Kazenski prostor, priložnost za Celjane in veliko dela za Orbaniča. Seveda ni ambicija ekipe iz Spodnje Šiške, zdaj pa ambicioznost Novak Bambel. Bambel je zelo razpoložen na začetku obračuna. Spet Bambel išče globino in našel je priložnost za Celjane in gol. Tale pa mislim, da bo veljal in Binene Junior Bambel je Celjane popeljal vodstvo iz ničesar. Pravzaprav zdaj do vodstva zasedba iz Knežjega mesta. Bambel je spet iskal podajo prostor, tokrat jo je našel. Mislim, da je bil podajalec Zec. Binene Junior Bambel pa je zdaj tudi uradno dosegel prvi gol v letošnji sezoni. Čakali bomo še na kakšen počasni posnetek, ampak zdi se, da je bilo tule vse čisto. Poglejmo, pravočasna podaja, Zec podajalec, potem pa zelo dober sprejem Bambla. Tole si poglejte, elegantno, tako pri sprejemu kot tudi pri zaključku. Jakšič odbija pred Ikuemesijem, pa potem Kauter. Lepo Ikuemesi in tule zdaj situacija 3-1. Ikuemesi proti Bajdetu. Bajde preigrava, Bajde ostaja pri 1-0. Samo kot bo na koncu za Bravo. Potem nasilo, zdaj tudi nekoliko križan proti Miliču. Morozov je odbil in to tako dobro, da ima zdaj Ikuemesi celo priložnost. Ikuemesi! Celjani še vedno vodijo samo z 1-0. In v končnici se lahko zgodi marsikaj, če zdaj recimo Celjani znova ne zadanejo, ko Morozov podajo kazenski prostor, priložnost Prečka. Prečko je zdaj stresel Kauter. Kauter lepo proti Morozovu. Morozov lahko tule celo tudi strelja, odločil se je za podajo na Božiča. Brani Orbanič. Trontelj. Na mestu naročje dobro postavljenega Rozmana. Slabo znova Trontelj. Odbil je Bajde, pa zdaj Jakšič proti Kavčiču. Odbil je Precelj, Trontelj, no tole je lahko priložnost morda za Bravo. Kakšna obramba Rozmana. Tule je Rozman morda celo rešil zmago Celjanov. Gospod Pilipčuk, pred tekmo ste dejali, da Celje igra dobro, pa tega nažalost ne odražajo rezultati. Kako zadovoljni ste, da je zdaj tudi rezultat takšen, kot ste si ga želeli? Перед игрой сказали, что мы играем хорошо, но не забиваем. А сегодня получился для нас положительный результат. Как довольны с игрой? Хочу прежде всего поздравить всех наших болельщиков с победой. Они ее очень долго ждали. То, что касается игры, мы опять выдали качественный матч, опять имели достаточно много моментов для того, чтобы забить больше голов. Но при этом опять чуть не наступили на те же грабли, когда в конце Рози нас выручал. Prvo bi se rad zahvalil svojim navijačem, ker so res dolgo čakali na to zmago. Danes smo spet igrali dobro, imeli smo veliko priložnosti, ampak bi na koncu zopet skoraj stopili na iste grablje, takrat, ko je Rozi branil. Seveda hitro prihaja nova tekma, štajerski derbi z Mariborom. Kako pomembna je tale današnja zmaga, predvsem za samozavest po nekoliko slabših rezultatih? Verjetno zdaj izhodišče tudi za delo na treningih precej boljše, da bo precej lažje. Насколько важна эта игра перед следующей игрой с Марибором, который считается здесь дерби, потому что города рядом, и насколько это будет влиять на нашу тренировку и на уверенность футболистов. Да, для нас все игры очень важны. Мы
хотим добиваться результата, двигаться вверх по турнирной таблице, поэтому мы не рассматриваем Марибор как какую-то специальную игру. Будем готовиться так же, как и готовились ко всем предыдущим играм. И прежде всего сейчас, наверное, дадим футболистам отдохнуть, они заслужили, и будем готовиться. Nekako se bomo pripravljali na tekmo kot na vse ostale tekme, ne bomo nič kaj posebej obračali pozornost na to, da igramo proti Mariboru in predvsem pa bomo dali zdaj malo počitka nogometašem. Obema najlepša hvala in srečno. Hvala. Moji družbi po tekmi Dejan Grabič. Gospod Grabič, danes ne vem, ali se boste strinjali, vsaj po mojem mnenju, najslabša predstava Brava v tej sezoni. Kaj je po vašem mnenju razlog? Dober. Prejšnja tekma je bila verjetno, kar se tiče neke naše osebine ali pa kvalitete izvedbe, tiste, kar smo se dogovarjali, slabša od te. Vseeno smo bili pa danes relativno nemočni, čeprav smo vedeli, da njihova igra bazira na tem, da nekako spravijo žogo do napadalcev, kakorkoli že, ki imajo pa res individualno kakovost, se pravi tisti srednji napadalec, na to smo opozarjali, se pravi na širokem prostoru puščajo duel 1 na 1, se pravi treba to podvajati z veznimi in to nam ni uspelo, ker tudi neke neizdelane pol žoge odigrane na našo zadnjo linijo so nam predstavljale velike preglavice, se pravi nismo znali pokontrolirati tega duela in to podvojiti, da se njim igra od tam naprej ne razvija. Podobno z skrilnimi napadalci, kjer smo imeli velike težave v tem, ko so nam igrali direktno za hrbet. Bili so enostavni, pragmatični, tisto, kar je danes nam zmanjkalo, no, ampak ne glede na vse, glave bomo dali gor, smo v taki situaciji, kot smo, izgubljamo minimalno, ne razpadamo, igramo, se trudimo igrati tisto, kar se dogovorimo, realiziramo pa točkovno tega ne, nikakor. Danes zaslužena zmaga Celja, tako da jim čestitamo, mi bomo pa poiskali nove rešitve v naslednjem tednu. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Po koncu tekme v moji družbi Nino Kovter. Nino, iskreno, koliko je zdaj lažje, ko imajo Celjani po 5 tekmah vendarle prvo zmago na svojem računu? Ja, res je, končno smo dočakali to prvo zmago. Moram verjeti, da smo si jo zaslužili. Igrali smo dobro, pokazali smo karakter, ustvarili smo si ogromno šans, pol šans. Lahko bi zadeli večkrat, ampak 3 pike ostajajo doma in to je najbolj važno. Bravo, ekipa, ki je vedno težko premagati, tudi morda takrat, ko niso v svoji najboljši izvedbi. Kaj je nekako po vašem mnenju bilo danes tisto, kar je tehtnico prevesilo v vašo korist? Ja, moram verjeti, da je Bravo trda ekipa, stali so globoko na svoji polovici v obrambi. Mi smo pletli in na koncu so stvarili kar nekaj šans in zabili 1-0. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Po koncu tekme v moji družbi s tabora Brava Gašper Trdin, nekako smo se spraševali med tekmo, kaj v letošnji sezoni, vsaj na začetku, manjka Bravo. Kje je ta energija iz lanske sezone? Imate morda odgovor? Pa ne vem, težko je zdaj karkoli reči. Prejšnjo sezono smo bili dobri v obrambi in smo izhajali iz te nekako obrambe in dajali gole, letos se nam pa nekako ne steče. Prihajali smo prve 2 tekme, veliko šanse, nismo zadeli. Zdaj pa en gol na 4 tekmah ni dober. Težko je karkoli reči. Kako se zdaj nekako pobrati, vemo, časa, tako kot pravzaprav vedno, en teden, pa tako je nova zahtevna tekma z Muro. Kaj zdaj storiti v tem tednu? Ja, ni časa, treba stopati skupaj, trenirati in bomo videli, kaj bo naslednja tekma prinesla. Najlepša hvala in srečno.